Kolikokrat se nam je že zgodilo, da v naši sobi imamo polno polnilnikov in polno kablov, da se ustvari taka gmota in tak nered. Danes v tem videu vam bom obrazložil nekaj aplikacij brezžičnega prenosa energije. Tehnika, ki nam pomaga pri prenosu elektrike po zraku brez uporabe žic ali drugih fizičnih sredstev med oddajnikom in prejemnikom. Ta sistem ni nov, pač pa ga je prvič omenil angleški znanstvenik James Maxwell v letih 60 19. stoletja. Ta je trdil, da obstaja neka elektromagnetna sila, ki naj bi omogočala sproženje energije v zraku. Kasneje je približno leta 1890 tudi znan fizik in znanstvenik Nikola Tesla začel raziskovati o tej lastnosti. Tesla je hotel dokazati, da je ta tehnika izvedljiva. Pri eksperimentih je uporabljal tudi znano Teslovo tuljavo, ki jo večkrat srečamo prikazano na kakšnem filmu. Tesla je bil prvi, ki je verjel v aplikaciji te tehnike. Zato je dal zgraditi velik stolp, na katerem je bila velika tuljava, ki bi oddajala tako visoko napetost, s katero bi lahko napajal tovarne, stanovanja in vse naprave, ki so bile v bližini tega stolpa. Znanstvenikov cilj je bil ta, da bi na svetu bilo možno pridobiti elektriko zastonj in da bi ta segala povsod, po vsem svetu. Žal, ta raziskovanja so bila po Teslovi smrti ukinjena, ker se je država zavedala, da ekonomsko bi bil ta projekt neizvedljiv in niti denarno koristen, saj bi bila elektrika dostopna vsem. Če pomislimo, svet dandanes vrti hvale elektriki. Zato veliko število podjetij je izbralo pot raziskovanja brezžičnega prenosa energije. Eno med temi je ameriško podjetje Y3City, ki se že nekaj let ukvarja s standardizacijo, inovacijo in izumom novih tehnologij in novih produktov, ki nam bodo pomagali pri vsakdanjem življenju prihodnosti. Prva aplikacija, ki jo bom danes predstavil, je precej razširjena. Govorim o brezžičnem napajanju mobilnih telefonov in drugih naprav, kot so lahko ure, slušalke in tako dalje. Ta tehnologija se je zelo razvila v zadnjih letih. Dandanes je brezžično napajanje prisotno v večini novejših telefonov, ker je tehnologija postala cenejša. Brezžično napajanje nam omogoča, da telefon napajamo le tako, da pustimo naš telefon na mizi ali na deskici za napajanje. In prav te deskice so inovacija. Veliko podjetij je začelo vgrajevati ploščice noter v mizah, v omarah, v avtomobilih, praktično povsod, kjer lahko namestijo tuljavo za napajanje. Kot drugo točko bom vzel vso IoT tehnologijo, ki rabi napajanje. Z brezžičnim prenosom energije ne bo treba, da vsaka naprava bo imela lastno napajanje, temveč v hišah, delovnem mestu, trgovinah bodo predmeti v sobi vsebovali tuljavo, ki bo omogočala napajanje vseh IoT naprav, pametnih telefonov gostov in v slučaju delovnih mest tudi naprav za delo. Eno najzanimivejših področij pa je brez dvoma mobilnost. Pomislite, dandanes slišimo zmeraj več govoriti o električnih avtomobilih. Zelo lepo, vendar, če pomislimo na praktičnost, ugotovimo, da njegova šibka točka je napajanje. Avtomobili imajo
malo avtonomije. Zato podjetja skušajo dobiti razne načine za hitrejše napajanje in tudi večjo avtonomijo. Zato je tudi ameriška startup White raziskovala možnost, da bi lahko avtomobile napajali preko ploskev, ki vsebujejo tuljavo, kot pri pametnih telefonih. Zvečer, kadar bi prišli domov, bi le parkirali avto v garažo in bi se avto sam napajal. Ploskve bi bile lahko nameščene tudi po ulicah, na parkiriščih in lahko tudi po cestah v prihodnosti. Ta sistem bi olajšal naše življenje. Kjerkoli bomo, se bo avtomobil sam napajal. Če pomislimo, je ta rešitev zelo praktična in je še bolj praktična, kot če bi šli po benzin. Brezžični prenos energije bo zelo pomemben tudi v medicini, saj bo v prihodnosti mogoče napajati zdravstvene elektronske aparate v telesu brez nobenih nevarnih operacij ali sistemov. Doma imamo že nekaj primerov brezžičnega prenosa, na primer pri zobni ščetki, kjer se zaradi vode, da ne bi prišla v dotik s konektorji, uporablja nova tehnologija brezžičnega prenosa energije. Da ne govorimo o robotih in drugih avtomatizacij za čistočo hiše, ki se bodo in se napajajo na brezžični blazinici, ko končajo delo. Najbolj zanimiva pa je brez dvoma raba brezžičnega prenosa energije v vesolju. NASA Center za vesoljske lete je razvil tehnologijo, ki uporablja brezžični prenos energije za brezžične napajalne vmesnike med elementi vesoljskega letala. Trenutni sistemi vesoljskih poletov za napajalne vmesnike potrebujejo tradicionalne povezave s strojno napeljavo. To predstavlja problem in tveganje za neuspeh zaradi dejavnikov, kot so upognjeni deli in kontaminacija kontaktov, pa tudi druge slabosti. Ta prenos bo omogočal napajanje vmesnikov, ki ne bodo potrebovali fizičnega dostopa ali povezovanja. Brezžična energija bo prinesla v vesoljskih letih tudi prenovljene sisteme za komunikacijo med enim objektom in drugim. Tehnologija brezžičnega prenosa energije, kot ste lahko sami videli, je zelo obširna in je in bo doprinesla veliko inovacij.